Tako, dobrodošli nazaj. Jutri, 16. septembra, se začenja Evropski teden mobilnosti, ki lokalne skupnosti tradicionalno spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. V Sloveniji so zaradi razpršene poselitve in slabo razvitega javnega prevoza izzivi na tem področju še posebej veliki. A na srečo imamo danes veliko čast, da je z nami Evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki nam bo predstavila razvoj lokalne trajnostne mobilnosti. Prosim. En lep pozdrav in hvala za povabilo. Slišala sem, da ste imeli odlično predavanje pred mano, tako da imam kar malo tremo. Kaj vam bom lahko novega povedala še z mojega stališča. Predvsem pa se bom v resnici osredotočila bolj na koncept pametnih mest in pametnih vasi, ki se zdaj razvija na nivoju Evropske unije na veliko bolj sistematičen način. Seveda bomo pa v to noter vključila tudi pametno mobilnost. Kot pa je že uvodoma povedala kolegica, začenja se jutri teden mobilnosti in upam, da se boste čim bolj množično vključili v ta teden mobilnosti. Lanski rekord je bil 2400 mest iz 48 držav. Mi smo že zdaj sred tega tedna imeli več kot 2300 prijav, tako da večina se prijavlja potem šele na konc tedna mobilnosti, ko že prijavljajo svoje rezultate. Tako da verjamem, da leto bo rekordno, kar samo še dodatno daje moč in pomen tej tematiki. Če samo teden mobilnosti dam v okvir, predno preidem v koncept potem lokalnih skupnosti in mest in vasi, sem nekaj podatkov, zakaj je to tudi na moji agendi kot komisarki za promet to tako pomembna tema. Dve točki sta, ki vodita vse to. Eno je onesnaženost mest, kjer seveda promet še vedno predstavlja eno največjih komponent. 24% vseh CO2 odtisov v Evropi pride iz prometa. Seveda je to v največji meri posledica dejstva, da je še preko 93% prometa temelji na nafti. In zato seveda so zdaj zelo veliki koraki poskušajo delati, hkrati pa imeti v mislih, da ne uničimo evropske industrije, pa vendarle, da jih pritiskamo do skrajnosti prilagajanja v smislu razogljičenja, zato da bi seveda to uravnotežili in da bi zmanjšali odvisnost Evropske unije od energetskih virov izven EU. 3 strategije na področju razogljičenja, ki se bojo predvsem seveda reflektirale v mestih, upam pa, da tudi potem na podeželju. Prva je zeleni avtomobili in bo veliko spodbud za to, da se premikamo oziroma ne samo avtomobili, ampak zelena vozila kot koncept. Tudi v našem zadnjem predlogu mobilnostnega paketa, kjer predstavljamo vseevropski način zaračunavanja evropskih cest, tam, kjer seveda države članice to želijo izvajati, predlagamo 75% popust pri cestninjenju za vozila brez CO2 odtisa. Z drugim besedam, spodbujanje, to gre z roko v roki pri spodbudah na drugi točki tega strategije razogljičenja, to so pa pospešeno uvajanje alternativnih virov energije, kjer v tem trenutku poskušamo biti čim bolj tehnološko nevtralni, pa vendarle se kaže, da bo elektrifikacija v taki ali drugačni obliki tista, ki bo vodila to prestrukturiranje. In tretji element, ki pa mislim, da bo zelo vplival tudi na način organizacije mest oziroma bo posledica nove urbanistične politike, to je pa organizacija mobilnosti. Tukaj pa seveda z roko v roki hodijo na eni strani urbanistični načrti, kjer bo vse bolj pomembno dizajniranje mest. In zato vas zelo vabim k sodelovanju in prosim, da se zelo aktivno vključujete, ker ravno pri dizajniranju mest se lahko izognemo potrebi po mobilnosti v veliki meri, glede na to, da je na način, kako je mesto samo organizirano.
in kje ljudje živijo oziroma kjer se ustvarjajo delovna mesta, da se to čim bolj na inteligenten način poveže in seveda s tem zmanjša potreba po mobilnosti, ki je eden od ključnih dejavnikov razogljičenja in zmanjšanja onesnaženosti. Se pravi, da ni potrebe po mobilnosti. Drugo je, zelo se vzpodbuja in vidite, tudi Slovenija je tukaj res igra pomembno vlogo pri različnih pilotskih in pa tudi že izvedbenih projektih, je na področju delitvene ekonomije. Novi modeli, kot so najprej smo šli z kolesi, potem zdaj naslednji korak so avtomobili, predvsem pa tudi tako imenovana mobilnost na zahtevo oziroma na potrebo, kjer tudi javni promet dobiva povsem drugačen značaj. V naslednjih letih, do leta 2030, pa bo prišlo do zelo velikih sprememb tudi v tehnologiji, ki bo na voljo tako pri vozilih kot pri javnem prometu, kjer se vse premika v smeri avtomatizacije. In s to avtomatizacijo pa računamo, da bo tudi povezljivost podeželja spet pridobila na pomenu, ker se večina javno prevoznih storitev na podeželju se je ukinila, vendar upamo, da z avtomatizacijo prometa, to se zdaj že testira v nekaterih državah članicah, da bi se lahko ponovno bolj povezalo tudi podeželje. Tako da to so tri elementi, na katerih bomo zelo močno delali tudi na dekarbonizaciji in seveda ta drug element, ki pa je teden mobilnosti posveča veliko pozornosti, je pa varnost v cestnem prometu. Morda ste že slišali, pa naj ne bo odveč, če ponovim. Vsak dan na evropskih cestah izgubi življenje 70 ljudi. To je približno 25.000 na leto in več kot 130.000 je huje ranjenih, kar je vsega skupaj v smislu ekonomsko-socialnih stroškov predstavlja preko 100 milijard na leto. Predstavljate si, da vsaj 10% tega gre za razvoj, izobraževanje, start-upe in podobno. Tako da si zelo zdaj prizadevamo k uvajanju ustreznih tudi standardov in regulativnih okvirov za to, da bi se lahko povečalo varnost v cestnem prometu, da vršimo pritiske. Recimo 2019 bo 16 novih funkcij zahtevanih v avtomobilih zaradi tega, da bojo izboljšali oziroma zmanjšali vpliv človeka, ker pri 93% vseh nesreč je vpliv človeški faktor. Tako da v tednu mobilnosti zelo spodbujamo različne oblike uporabe mobilnosti, spoznavanje z možnostjo multimodalnih rešitev, kolo, javno prevozno sredstvo, z analizo in seznamom tistih ovir, ki so ključne pri premagovanju oziroma uvajanju teh novih mobilnih storitev. Jaz vem, da recimo za multimodalnost oziroma učinkovito uporabo prometa eden glavnih problemov je to, da avtobusi ne morejo sprejeti koles. Tle mora biti tudi javni pritisk in interes od tistih, ki uporabljamo kolesa, da izvajamo pritisk na železnico in na avtobusne prevoznike, da začnejo razmišljati o rešitvah, ki dovoljujejo tudi uporabo koles oziroma prevoz koles. To vidimo v nekaterih državah že uspešno z novimi modeli avtobusov in vlakov. Zadnji pogovor z direktorjem Slovenskih železnic pa kaže tudi v to smer, da tudi Slovenske železnice nameravajo to zdaj omogočiti, predvsem na ta novih vlakih, da boš lahko vzel kolo tudi na vlak. Tako da to so eni taki elementi, ki je teden mobilnosti zelo primeren, da se o njih pogovarjamo, da poskušamo zanimirati seveda nizkoogljično uporabo prometnih sredstev in da predvsem tudi dobimo mi nazaj, mi zelo analiziramo vse te vnose, potem vse projekte, ki se generirajo, zato da dobimo navdih, kje se lahko sploh koristno umestimo in pomagamo, da se ta proces bolj ekonomične, bolj zelene in bolj človeku prijazne mobilnosti uvaja tako v mestih, vse bolj samo pa zdaj tudi osredotoča na podeželje. Toliko se bom mogoče zelo na hiter v tednu mobilnosti in v motivih, ki jih imamo. Zdaj bi vam pa mogoče v parih besedah tudi opisala, kaj sploh lahko na nivoju EU-ja naredimo za razvoj mest prihodnosti, oziroma, kot boste videli tudi v moji predstavitvi, vse več govorimo tudi o vaseh prihodnosti oziroma podeželju prihodnosti. Namreč
po Evropski pogodbi Evropska komisija nima pristojnosti na mestih. Se pravi, to je stvar držav članic. Mi se načeloma v razvoj in politiko mest ne smemo spuščati. Vendar, ker so mesta pa potrebovala pomoč na vse evropskih nivojih in strategijah, so nas prosila, da začnemo vzpostavljati različne platforme, v okviru katerih se lahko povezujejo in izmenjujejo dobre prakse. In to je počasi začelo rasti, recimo na našem področju je znan Civitas, SAMP in podobne platforme. In iz tega ven so se že razvili tudi finančni mehanizmi in vse bolj mesta postajajo sogovorci tudi na evropskem nivoju. Vendar moramo biti zelo previdni, da ne posegamo na tista področja, kjer so izključno zadolžene države članice. Kot prvo sem nekaj podatkov, verjetno tudi veste, da je 80% vsega bruto družbenega proizvoda ustvarjenega v mestih in več kot 70% prebivalcev živi v mestih. Tako da jasno, da je zelo velik poudarek na mestih in iščemo vse bolj tudi možnosti, kako ustrezno spodbuditi razvoj teh mest za to, da se same sebi ne zadušijo oziroma da so še vedno človeku prijazna v smislu trajnostnega razvoja. Globalno je številka malce drugačna in je 54% prebivalcev v mestih in 70% vsega bogastva se ustvarja v mestih. Vsekakor pa so vse te številke pomembne za našo osredotočenost tudi pri direktivah. Evropske vasi, to je tudi zanimiv podatek, vsaj za mene je bil, morda ga že veste, da je 91% vsega ozemlja, se pravi površin podeželja v Evropi glede na celoto. Se pravi, večina je v resnici podeželskih površin. Hkrati pa v tem trenutku 10% vseh kohezijskih sredstev, torej sredstev za premagovanje razvojne ločnice, ki jih EU namenja državam članicam, 10% je namenjenih razvoju podeželja. Prav zaradi tega smo se trije komisarji, kolega Hogan, ki je zadolžen za kmetijstvo, jaz, ki sem zadolžena za promet in kolegica Korina Kreco, ki je zadolžena za regionalni razvoj, smo se povezali in tudi postavili pametne vasi oziroma koncept vasi prihodnosti na evropsko agendo in seveda v novem finančnem mehanizmu se bo temu konceptu tudi namenjal poseben vir financiranja, kar upam, da boste tudi aktivno vstopili v pripravo programskih shem, da se bomo znali potem tudi pravilno orientirati, katere so tiste ključne teme, ki so potrebne za to, da se lahko podeželje razvija. Naslednje leto, mislim, da bo to konec marca, bo v Sloveniji tudi prva evropska konferenca na temo pametnih vasi, ki jo organiziramo skupaj z Evropskim parlamentom in tam se bodo že kar postavile potem smernice za nadaljnji razvoj tega koncepta. Zato vas že zdaj vabim, da se nam pridružite, morda že tudi s konkretnimi predlogi, v okviru katerih želite, da se razvijamo naprej. Vsekakor vasi prihodnosti in mesta prihodnosti se bojo zelo pogojena za razvojem infrastrukture. In ko rečem infrastrukture, mislim ne samo na promet, ampak tudi na energetiko in pa na digitalno infrastrukturo. Hkrati pa, kot sem že prej omenila, urbanistično načrtovanje bo imelo velik pomen. Pri nas trenutno gledamo skozi vse te tri elemente na mesta, predvsem v smislu povezovanja in izmenjave dobrih praks. Vendar, kot vzpodbudo, da veste, da se da nekaj narediti, je pred 2 leti prišla pobuda strani županov, to predvsem večjih mest, da nujno potrebujejo finančni mehanizem za to, da bi razogljičili javni promet in da namesto onesnaževalcev v smislu avtobusov lahko investirajo v avtobuse, ki so blizu ničelnega odtisa, se pravi električni ali pa vodikove celice, v nekaterih primerih pa je šlo tudi za plin. Tako da
Mi smo to resno vzeli, predvsem zato, ker je bilo treba zgraditi ustrezno ekonomijo volumna, da so se lahko manjša mesta pogajala za ustrezne cene. Obstaja zdaj od lanskega novembra platforma za elektrifikacijo javnega prometa oziroma avtobuse, kjer se zdaj mesta povezujejo in dobijo ugodnejše cenovne pogoje za to pri zamenjavi javnih prevoznih sredstev, javnega prevoza. Tako da v Sloveniji verjetno mesta, ki imajo javni promet, mestni promet, jih ni tako veliko, ampak vsaj tista, ki so, jih spodbujam, da se tega mehanizma tudi poslužujejo in združijo moč in s tem zmanjšujejo z drugimi mesti in zmanjšujejo ceno. Mehanizem se je dobro prijel in vse več držav članic ga tudi uporablja za to, da razogljiči javni promet. Mislim, da je takih priložnosti še več in še enkrat res vabim odkrito v pogovor, kjer lahko zabeležimo iniciative, ki so pa tudi predvsem vezane na manjša mesta. Mi imamo velik stik z velikimi mesti, ker so ves čas prisotna, ves čas so v dialogu, manjša mesta pa ne. In ravno zato so tudi te platforme Civitas, kjer se recimo tudi Ljubljana dosti aktivno vključuje. Potem imamo platforme kot je SAMP, kjer se tudi manjša mesta zelo povezujejo in bi bila zelo vesela, če seveda pride iz vaših vrst tudi pobuda, ali je še kaj drugega lahko si predstavljate oziroma potrebujete, da bi se lahko tudi manjše občine oziroma kraji, ne samo mesta, bolj povezovali. In jaz računam, da bomo to lahko naredili v okviru pametnih vasi in pametnega podeželja. Tako da se splača biti v tej fazi res aktiven, ker je agenda še prazna. Recimo v zadnjem dialogu, ki smo ga imeli z predstavniki parlamenta, kjer je bil tudi gospod Bogovič prisoten, smo veliko govorili o recimo potrebnih vzvodih pri razvoju pametnih vasi za recimo skrb na domu. V vaseh imajo povsem drugačen pogled na to in namesto, da se izognejo recimo domovom za starejše, bi na podeželju so se že prvi dobri primeri dobrih praks organizirali na način podeželske samooskrbe tudi v socialne namene. Se pravi, da si drug drugemu pomagajo. Kako zdaj to formalizirati, kako zdaj to pripeljati na nivo, da bo lahko tudi storitev podprta z mogoče s kakšnimi dodatnimi finančnimi mehanizmi. To bo stvar pogovora zdaj in vas zelo vabim, da razmišljate ne samo v smislu infrastrukture, ampak tudi novih socialnih in raznih poslovnih modelov, recimo, ki so vezani na souporabo mogoče infrastrukture na podeželju. O tem se že kar nekaj držav članic pogovarja, še eno minuto pa bom končala. Se veliko držav članic že pogovarja in že združuje svoje moči na projektih, da si izmenjujejo kmetijsko opremo. Recimo, to je eno tipično področje, kjer smo še v povojih, vendar se lahko mnogo naučimo iz podobnih modelov delitvene ekonomije v mestih, kjer imamo, kot sem že prej omenila, kolesa in kjer imamo tudi že avtomobile in tudi na drugih področjih izmenjave nekih orodij in podobno se razvijajo različni modeli. Tako da za to vrstne priložnosti in to vrstno vključevanje se je zdaj oblikovala platforma oziroma okolje, v katerega lahko imamo konstruktiven dialog. In vas res vabim, da ste aktivni in da pomagate pri soustvarjanju te agende. Se pravi, če bi zdaj zaključila, ker da sem svoj čas že izčrpala, se koncept pametnih mest in pametnih vasi se iz lokalnega okolja premika tudi na vseevropski nivo, kjer se poleg tega, da se mesta že samo po sebi združujejo na evropskem in globalnem nivoju, tudi mi zdaj poskušamo odgovoriti na potrebe v smislu standardizacije, v smislu nekih finančnih mehanizmov in pa tudi formalno-pravnih okvirov, kjer lahko pomagamo pri bolj sistematičnemu razvoju mest in vasi, hkrati pa seveda še vedno to strmi v podporo vseevropske agende, ki je pa vključujoča, socialna, v smeri razogljičenja, v smeri digitalizacije, večje učinkovitosti in predvsem pa tudi širitve evropskega vpliva izven evropskih meja. To so recimo 5 glavnih poudarkov, s katerimi trenutno tudi povezujemo tako mesta kot vasi.
se pravi pametna mesta in pametne vasi pod neko krovno zgodbo, komunikacijsko zgodbo, ki se bo tudi formalizirala koncem naslednjega leta. Zato je recimo to enoletno obdobje tako zelo pomembno, ker bo tudi komisija takrat dala ven dokument, imenovano komunikacijo, v okviru katerega bo razložila svojo vlogo in možnosti sodelovanja na teh dveh področjih na nivoju Evropske unije. Se pravi razogljičenje, digitalizacija, inovacije, investicije in pa seveda na ljudi usmerjene storitve oziroma pogoji za sodelovanje. Tako da hvala za priložnost, z veseljem tudi odgovorim na kakšno vprašanje, če so mogoče. Vidite, da je pa še vse zelo v nastajanju in zato mogoče ta prav čas, da smo se srečali, da boste lahko to zgodbo tudi se ustvarjali naprej. Hvala lepa. Hvala. Kakšno vprašanje? Ja. Za skupnosti oziroma občine zmanjka 100.000 prebivalcev v novi finančni perspektivi. A to drži? Jaz tega sicer še nisem slišala, lahko da pa so kakšni taki predlogi na mizi, ne? To ne pomeni, da so že sprejeti. Gotovo se bomo pa pogovarjali in se bo grupirale, se bojo ustvarjale različne skupine glede na potrebe. Recimo tudi pri investicijah, pri finančnih mehanizmih se bojo oblikovali mehanizmi, ki bodo za 20 milijonov plus, kar vemo, da za neke male skupnosti je to popolnoma neprimerno, vendar za velika mesta je to relativno mala vsota. Medtem ko bomo pa dodatne finančne mehanizme imeli za manjše projekte, kjer bomo pa predvsem tudi spodbujali večjo povezanost manjših krajev med sabo in iskanja nekih skupnih smernic, ki lahko potem tudi pripeljejo do večjega obsega investicij. To vidimo tudi že na trenutnem obnašanju pri prometu, kjer smo skozi te povezovalne platforme dosegli bistveno večje in hitrejše izvajanje oziroma projektov in investiranje v te projekte, kot bi sicer, če bi se vsak projekt javljal sam. Ampak, kot rečeno, odločenega ni še nič, če bo pa prišlo do velikih, mislim, do resnih pretresov, katere mehanizmi so še smiselni in ustvarjajo neko dodano vrednost, katere pa boš ali integrirati z drugimi ali jih pa ukiniti, ker prevelika razdrobljenost potem ne prinese več želenega rezultata. Tako da bo zelo pomemben odziv od deležnikov, kaj jim v resnici služi. Ne, da bi bo kar neka inercija, da se bo kar podpirala vse zaradi inercije, ampak zaradi nekega namena. Dobro, še kakšno vprašanje? Ja. Večkrat si omenila, da si komisija želi feedbacka iz terena, da lokalne skupnosti komunicirajo svoje potrebe. A lahko prosim lepo to malo specificiraš, kako to naredijo? Ja, zdaj, kot veste, smo bili, ravno na tem so bile evropske institucije, smo bile zelo izzvane, ker v zadnjih 2 letih, ko smo šli skozi vseh 5 velikih kriz in tudi pogajanja za trgovinske pogodbe so seveda dale jasno sporočilo, da je potrebno uvajati nove orodja demokracije, ki bodo skozi participativne modele v resnici od spodaj gor prispevale ključne elemente pri oblikovanju pravil, pa tudi vsebin za delovanje na evropskem nivoju. Tle hodimo seveda mogoče prepočasi za marsikoga, ampak jaz vam iz svojih izkušenj lahko povem, da vsi predlogi regulativni, ki smo jih pod mojim mandatom predlagali, so nastali s participativnimi modeli. Da smo vključili vse deležnike, jaz pa res, da na mojem področju so nevladne organizacije zelo šibke in jih sploh težko identificiram.
Tako da zelo redko jih imamo prisotne, bolj so prisotna mesta skozi te orodja, ki jih imam jaz na voljo, Civitas in SAMP in še nekatere druge, ki so predvsem vezane na inovacije in pa na delitev dobrih praks. Torej, učimo se. Jaz mislim, da demokracija je v resnici malo zaspala, orodja za demokratično odločanje se niso dovolj močno uveljavljala in je zdaj priložnost, ker je pač odziv prebivalcev in prebivalk bil zelo očiten, nezadovoljstvo nad delovanjem evropskih inštitucij je bilo zelo jasno izraženo, vendar se popravlja. Popravlja se predvsem zaradi, moram reči, res vzpodbujajočih rezultatov, ki so kombinacija vseh nas. Vsak je svoje mora odigrati, znižuje se dolg, pospešeno se znižuje brezposelnost, vendar to ne pomeni, da nismo izzvani, ker seveda oblike, kako se zaposluje, niso vedno med ljudmi najbolj dobrodošle, kar pomeni, da rabimo še več aktivnosti prebivalca za to, da bo pritisk na tiste, ki odločamo, ki pripravljamo iniciative, dovolj velik in da bojo tu dobri predlogi skozi prišli. Jaz uporabljam participativne modele in vse več mojih kolegov komisarjev, komisark se tega poslužuje. Na konferencah, na srečanju z deležniki in skozi že znano orodje tako imenovanih javnih public consultation, javnih posvetovanj, ki pa so elektronske, zato jaz imam veliko rajši direkten odnos in vedno povabim. Imamo tudi do 500-600 udeležencev v takih diskusijah ali pa recimo 20-25, kjer so predvsem predstavniki različnih organizacij. Mislim pa, da je ključno, da se ne pogovarjamo politiki s politiki, pa gospodarstveniki s gospodarstveniki, ampak da dejansko, kadar se srečamo, za isto mizo sedimo in politiki in gospodarstveniki in nevladniki in skozi to debato poskušamo potem čim bolj sistemske rešitve pripeljati naprej. Mogoče se sliši to preveč poetično, ampak jaz v to verjamem, zato ker imamo rezultate. Res, rezultati so in tudi vas vabim, da ne se preveč distancirati od politike, ker to je tudi pripeljalo do teh različnih problemov, ki jih imamo. Politika je v bistvu zelo en tak fajn poklic, če ga upravljaš srcem, pa če želiš dobro, pa še zmeraj narediš neumnosti, pa še zmeraj narediš napake, ampak zato rabiš čim več ljudi, ki s tabo razmišljajo, zato da seveda pride ena celostna ideja skozi in ki jo potem tudi ljudje kupijo za svojo in jo lahko tudi speleš, drugače je pa zelo velika težava v implementaciji. Tako da. Hvala.